Policaji štrajkajo več kot pol leta, ker jim Smerar noče kupiti novih avtomobilov. Pa tudi mi smo že večkrat na to opozorili, da je naša policija obubožana. Ampak šparamo. Razumem, da Miro ne more kar zriti potegniti denarja za par novih avtov. Vlada Mira Cerarja je v enem samem letu za nove prestižne avtomobile zapravila skoraj 760 tisoč evrov. Ja, zdaj bodo spet naročali nove avtomobile, 106 novih vozil, celo nekaj električnih. Za ministrstva, za upravne enote, celo za občine. V naročilu vrednem kar 2 milijona evrov tako ni niti enega policijskega avtomobila. Majku ti, Miro. Policajem lažeš v friz, da nimaš denarja za njihove avte, vmes pa si nabaviš najnovejši BMW, ministrom nove Audije, zdaj pa še 2 milijona zapravil za upravne enote in občine. Kje te otrok prosil, če mu kupiš nove Lego kocke, ti mu pa rečeš, joj, veš kaj, nimam denarja z mamico, pogreš pa v Millerja po drona za 2 jurja. Kar rabiš zase eno igračko, medtem ko serješ. Cerar, meni ni jasno, kot ti sploh še kaj kdo verjame. Kar blekneš je totalna laž ali pa bedarija. Lani je Smerar torej dal 760 jurjev za 14 avtov. Med drugim je enega kupil ministru za Slovence po svetu in to Audija za 50 jurjev. Kam rabiš mal vsak avto? Se že prav minister ni. Za Slovence po svetu. On je za ministra to, kar je kiropraktik za doktorje. Ne ga sratno. Zdaj pa še 2 milijona evrov za kup novih avtov, kjer niti eden od njih ni policajski. Ok, če sem iskren, Smerar bo policajem kupil avto. En avto. Tak. Neprebojen. Dajte mi povedati, koliko bo stal in zakaj ga rabimo. Zanj bo odštela od 150 do 300 tisoč evrov. Vozilo bo namenjeno predvsem varovanju največjih domačih in tujih predstavnikov oblasti, prijetju najnevarnejših kriminalcev in boju s teroristično grožnjo. Ja. Blindirano vozilo si bojo kupili z vašim denarjem. Ja. Policaji rabijo navadne avte, tiste, da grejo lahko sploh delati, Miro. Ne pa, da jim kupiš blindiran avto vreden za 15 navadnih. Se pravi, moram analogijo popraviti. Otrok hoče Lego kocke, ti si kupiš drona za 2 jurja, otroku pa kupiš eno Lego kocko. Zlato. Vredno 100 evrov. Dajmo se ustaviti pri razlogih za nakup. Prevažanje domačih in tujih veljakov ter pomembnejših kriminalcev. Kar je v bistvu isto. In za boj proti terorizmu. Ne pojemo po vrsti. Prvič. Kdo za vraga bi hotel koga od teh bebcev streljati? Dajte mi povedati. Kdo jim pa kaj hoče? Škoda metka. Drugič. Premikamo meje. Drugič. Ko pridejo tuji politiki k nam na obisk, pripeljejo blindirana vozila s seboj. Kar je prav. Jaz tudi na njihovem mestu ne bi zaupal Smerarju, da me ščiti. Čeprav, okej, Putin ne pripelje, ker se je rodil neprebojen. In tretjič, ko smo Slovenci borili proti terorizmu z enim blindiranim vozilom? Kaj misli Smerar 2 milijona ljudi zbasati ven, da bomo varni pred bombami? Ali kaj? Am povem, zakaj kupujemo ta avto. Ne povem samo, da je med 3 ponudniki podjetje Norner, ki se 1 ukvarja s telekomunikacijami in 2 nima zaposlenih. Kaj od tega ima kakršnokoli povezavo z neprebojnimi avti? Ja, očitno, pri komu mi to naročamo? Kaj bi šel na Pampers pa rekel, dajte meni bazuko narediti. Ali pa Pahorju, da se obnaša kot normalen človek. Daj Borut biti normalen. Ne gre to. To je isti Norner, ki policajem vzdržuje mrežo Tetra. A veste tisto, se spomnite, ko lahko vsak najstnik udre. Že tu nekaj tako hudo smrdi, da se mora človek vprašati, če niso spet neki mutni posli v ozadju. In kako na vse to odgovarja predsednik vlade Mirči? Ne greš nazaj v službo. A veš, da to pa sploh ni slaba ideja, Miro? Mogoče pa res najboljše, da ne greš nazaj v službo in se s triciklom, brez bremzanja, odpereš v sončni zahod, za zmeri, lepo prosim, ja? Imaš denar za pujse pri tvojem koritu, za policaje nimaš pa ni centa. Mrš! Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.